Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v oddaji Aktualno, v kateri boste lahko s svojimi vprašanji in mnenji sodelovali tudi vi. Tema varnost motoristov in pa tudi sožitje vseh udeležencev v cestnem prometu. Marsikaj boste slišali, kar morda že veste oziroma morate pravzaprav tudi vedeti, pa vendarle ob začetku motoristične sezone bomo opozorili na nekaj dejstev in na to, kako se pripraviti za motoristično sezono. Z mano v studiu sta dva gosta in to je Vojko Safran, inštruktor varne vožnje AMZS. Lep dober večer. Dober večer. In pa Borut Ograjenšek, motorist. Dober večer skupaj. Po duši in srcu in pa tudi predsednik motokluba Angeli ceste. Ja, res je. No, Borut Ograjenšek, začnimo pri vas. Kako dolgo ste že motorist in kaj je tisto, kar vas tako vleče na motor? Ja, moja motoristična pot se je pričela, bi rekel, pred 16 leti, zgolj naključno. In bi rekel, bil sem od začetka, ko sem bil še mlajši nasprotnik teh motorjev, ker je imel pač sodelavec motorje in imel dosti teh karambolov. Jaz sem rekel, glej, ne vem, kaj si ne daš dopovedati, če ti enkrat recimo zadeva spodrsne, da boš nadaljeval to zadevo. No, pozneje sem pa tudi sam videl, da zadeva lahko speljemo v lepem in da se vozimo kot je treba, po predpisih, varno in tako naprej. No, ste član kluba Angeli ceste. Zakaj ste se tako poimenovali Angeli ceste? In pa včasih ste so motoristi v skupinah vzbujali strah. Zdaj priporočate to? Tisti strah, recimo, je bil mogoče bolj prisoten zaradi filmskih dogodkov, kot pa vsega tega, ne. Mogoče so bile nekje res take tolpe včasih, ali kje druge, pri nas tega ni. Jaz vam garantiram, da tudi pri nas v Sloveniji te klubi, kjer so lepo živijo, tako pač morajo v sožitju nekem, družimo se, dobivamo se prijateljsko in pa, bi rekel, spoznavamo nove prijatelje. Ne. Štejete kilometre, seštevate, kje vse ste že bile? Ne seštevamo kilometre, kilometri sami grejo števce za to, da kilometre prešteva, mi dogodke štejemo, ne. Dogodke, ki jih obeležujemo tudi slikami in pa te dogodke pol obeležujemo in mogoče na naslednjem dogodku pol pač kjero rečemo na to temo, ne. Vojko Safran, ste vi motorist od mladih nog? Sem motorist od 18. leta. In kaj vas je navdušilo? Način mojega življenja. Kaj me je navdušilo? Ne vem, svoboda, sožitje z naravo, videti nove kraje, uživati. Skratka, lepe stvari, kar se tiče motorizma. Ja, kako to, da ste postali inštruktor varne vožnje in da ste se specializirali prav za motorje? Ja, to je v bistvu kar dolga zgodba. Jaz sem tudi predhodno bil zaposlen kot policist na postaji prometne policije in lahko rečem, da sem obravnaval ogromno prometnih nesreč z udeležbo tudi motoristov in dostikrat sem tudi ugotavljal, da bi lahko motorist ob primernem znanju obvladovanja motornega kolesa tudi prometno nesrečo preprečil. Ampak žal, ker tega znanja ni bilo, sem potem šel na to pot inštruktorja varne vožnje in mislim, da če lahko dam nekomu nekaj dobrega, ga naučim obvladovati motorno kolo in tudi ga ozavestiti, kaj pomeni hitrost, mislim, da s tem naredim nekaj dobrega, tudi za ostale. Torej, ni samo to, da se naučimo, naredimo tečaj cestnoprometnih predpisov in potem za motorje tiste kategorije, ki pač so, ampak tečaj varne vožnje je nekaj več, ne? Ja, to je nekaj več. Ko mi pridobimo veljavno vozniško dovoljenje, to še ne pomeni, da motor znamo obvladovati, znamo ga voziti, to je res. Za obvladovanje motornega kolesa je pa potreben trening in pa ogromno prevoženih kilometrov. Žal se motoristi učijo obvladovanja motornega kolesa na cestišču, kar pa je lahko tudi nevarno. No pa naj oba vprašam, ste že imela kakšno nesrečo, Borut? Jaz sem že imel in sicer na mestu, ni bilo to na nekem, niti na poligonu, niti na cesti, ampak na mestu pri parkiranju. Žal sem imel en tak naroden motor, ker je imel pa res, bi rekel, jaz rečem temu tovarniška napaka ali kakorkoli, da se taca, ki se pač prisloni, da ga postaviš, ne, ni imela tiste zaklopke in se zapre in smo pač izgubila težišče in smo padla oba skupaj in sem si kolk zlomil. A celo? Ja. Pa vi? Tudi sam sem že imel prometno nesrečo in to je bilo na začetku te moje kariere, tako da je bil to manjši zdrs na srečo brez nekih hudih telesnih poškodb.
Kako bi opisala razmere na slovenskih cestah, če tako nasplošno pogledamo, kako je za motoriste? Če nasplošno pogledamo, seveda moramo se zavedati, da Slovenija je tranzitna država, je ogromno prometa, tudi sama cestna infrastruktura ni v najboljšem stanju, je pa tako tudi nakup motornih kolesov je v porastu, tako da pogoji za vožnjo na naših cestah niso najboljši. Imate tudi vi takšne izkušnje? Ja, res je. Zdaj recimo zelo dostikrat in zelo veliko se sliši, da je udeležen v prometni nesreči motorist in tako naprej. Včasih ni bilo toliko motorjev in se tudi ni toliko slišalo tega. Zdaj pa recimo, ko vidiš, sta že prebajti po 2-3 motorje, in to se recimo ta populacija širi, in frekvenca teh motoristov je tudi na cesti vidna. No pa, ker ste mi prej zaupali pred oddajo, da tudi vaša soproga vozi, kako je s tem? Ne vozi se vam za hrbtom, ampak vozi svoj motor. Ona je v prometu samostojna, ker v tem klubu, kjer smo mi, angeli ceste, smo res po duši, zato smo tudi neki angeli neke vrste in imamo precej ženska. Smo bolj kot ne po parih in zato se tudi, bi rekel, lepo, kulturno in solidno vozimo. Nismo neki ekstremneži za brzine in za te stvari, pač uživamo v vožnji, tako je že Vojko sam rekel. Če imaš ti motor, imaš motor zato, da se lepo peleš, da uživaš v tem, da vidiš pokrajino, prijatelje spoznavaš in pa predvsem tudi druge kraje in pa navade. Pa kdaj primerjate, glede na to, da imate tudi ženske motoristke, je to približno enakomerno znanje, sposobnosti? Pri nas tega ne delamo razlik, ker včasih, ko pogledaš žensko na motorju, bi rekel, a ta sploh se ne zna na motoru sesti, kakorkoli, pele se pa bolj kot pa kak det. Imamo celo pri nas v klubu, ko bi rekel, žensko, starejšega tipa, lepo sivo, šarmantno, vozi ninjo, ženska stara 65 let. In ko da čelado, ga vsak pogleda, pravi, kaj je zdaj to za hudič. Vražja ženska, ja? Ja. Jaz bi tudi mogoče tle povedal, saj tudi splošna slika ni mogoče glih tako slaba, kot jo tudi prikazujemo. Če gledamo splošno sliko, motoristi se vedno lepše vozijo, so vedno bolje opremljeni, skrbijo za svojo vidnost. Seveda pa so tle izjeme, ki v bistvu na cesti sproščajo svoj adrenalin in ti mečejo potem slabo luč na vse motoriste. Ampak če gledamo tudi motoristi, tudi ti klubi so dostikrat udeleženi v nekih preventivnih akcijah in s tem izkazujejo svojo podporo, svojo prisotnost in svojo dobrodelnost. Tudi vi ste prej prikimali, da je dobro, da je motorist član neke skupine. Ja, lejte, zdaj tle seveda nekaterim paše, da se vozijo sami oziroma za svojo partnerko, nekaterim paše, da so v nekih motoklubih, da se družijo. Eno in drugo je dobro, predvsem se gre tle za druženje, vse v današnjih časih je druženje tako premalo. No, jaz bi se tule navezal na tole zadevo, kar se tiče članstva oziroma da si nekje v enem klubu. Ko si ti mlad voznik motorja, motornega kolesa, kakorkoli da to imenujemo, imaš neke svoje poglede, pač hočeš sproščati svoj adrenalin in te zadeve. Če si pa nekje v enem društvu, klubu ali kakorkoli, moraš pa spoštovati določena pravila, ki ti jih pa ta klub nekje zapoveda. Te zadeve tečejo v tem stilu, da se pač posamezniki ne izpostavljajo. Pomeni, da se lepo v skupini vozimo se tudi po predpisih, kolikor se le da, vsaj kakih 10 km že prekoračiš, ampak načeloma bi naj bilo to neko spoštovanje hitrosti, ki pač je predpisana. Imate, gospod Safran, kakšen podatek, koliko je sploh motoristov? Zdaj, očitno je, nekdaj je bilo, da mora biti pri hiši vsaj en avto, potem 2 avta, zdaj pa že poleg avtov še vsaj en motor. Vse je tako, kot je tudi že Borut povedal, pa tudi jaz sem že prej omenil, številka, kar se tiče nakupa motornih koles, se je precej povečala v slovenskem merilu in lahko rečem, da smo Slovenci na število prebivalcev kar nekje v špici, kar se tiče nakupa motornih koles. Bi pa tle mogoče v tej priliki poudaril, da se je pa starostna doba teh, ki kupujejo nove motorne kolesa, precej dvignala in že gre kar nekje se giblje pri 50 letih. Ko si kupijo prvi motor?
Ne, prvi motor je bil tam nekje pri 20-25, to so bili ti APN-čki, pa kakšna Java, MZ, ti starejši motori. Potem je bil pa čas za družinico, stanovanje, hišo. Zdaj pa seveda, ko to vse poštimano, pa gremo po motor. Ja, vse je res, da smo umirjeni, nismo na cesti agresivni, ampak to še vedno ne pomeni, da obvladujemo motora. In tudi, kar se tiče starostne dobe povzročiteljev prometnih nesreč, tudi ta se je kar precej dvignala že kar tam nekje preko 40 let. Se pravi, da ne gre to za neke agresivne že na cesti. Kakšne motorje vozijo Slovenci in Slovenke tako nasplošno, ko se vozite po cestah in opazujete? Ja, vozni park Slovencev je kar dober. To se najbolj vidi, ko priješ na motozbor in občuduje recimo te motorje, od Goldwingov, Yamahe, Kawasaki in tak naprej. Imaš pač zvrsti motorjev več. Imaš cestne motorje, čoperiste in pa crosserje in tak naprej. Mi smo, bi rekel, ona bolj počasna varianta, easy, imamo čoperje in se nekako elegantno vozimo. Zato so tudi recimo cene motorjev različne, tako Vojko pravijo, da recimo lažje je kupiti en cestni motor, ko ga en Smrkovec recimo dobi v roke in ga spusti izvajati, ker je tudi cenovno manj vreden, ko pa en čoper in tak naprej. V glavnem je dober motopark. Je cena motorjev padla, da si jih lahko privoščil, ali se je standard tako dvignil? Ja, v zadnjih letih, oziroma zdaj v zadnjem letu, 2 letih se mogoče tudi standard začel majčkeno dvigovati. Drugače pa tudi zdaj za mali denar se že dobi zelo dober motor. To je res, ker včasih motorjev ni bilo tukaj na tržišču, je to bil vse uvoz in je potem bilo to majčkeno dražje. Zdaj pa seveda je teh motorjev v izobilju in tudi rabljeni motorjev nimajo neke cene. To je tako, kot pri avtomobilih. Avto, ne vem, ki je bil 50 000 evrov, pa je par let star, pa 10 000 evrov, pa gled, ko še zelo dober. To je pa tudi pri motorju. Pa še tako, ko je Vojko rekel, prej si imel otroke, šolo obvezne, si imel tam denar za zapraviti, pa si bajto ko pa te zadeve recimo nekako poštimaš, pošlihtaš, ti pa ostane malo še za luksus. Ampak rekla sem, da bodo lahko tudi gledalci sodelovali v oddaji. Naj povem zdaj telefonsko številko, če že ima kdo kakšno mnenje, morda tudi o tem, kakšne motorje vozijo Slovenke in Slovenci. Torej, naša telefonska številka je 03 897 0770, tako da se lahko kar priključite vmes, ko se bomo mi pogovarjali. Včasih je bilo tako, da so mulci kupovali motorje in potem šraufali, frizirali in podobno. A se to zdaj sploh še da pri teh sodobnih motorjih? No, lejte, jaz bi tako rekel, zdaj, ko smo že govorili tukaj o tej starosti motornih koles pa nakupu, motorno kolo je namenjeno uživanju in tudi če motor starejši, je pomembno, da je tehnično izpraven in glih tako nas bo pripeljal iz točke A na točko B. Je pa res, da nekateri so pa mogoče mečkan nagnjeni k temu, da se tudi skozi motorno kolo mečkan vrže ven, pa kažejo svoj statusni simbol, ampak tega je vedno manj. To mogoče včasih je motor nekaj pomenilo, zdaj pa ni to nek statusni simbol, tudi pri avtomobilu ni več tako. Kakšni simboli na motorju? Ja, mora biti. Sploh pri nas, ko smo tekli malo bolj, bi rekel, obeleženi, to ne more biti čoperist, če si pa nekem klubu, da nimaš nekega Lajbiča, to je nek simbol, ki pač paše k temu motorju. Poleg Lajbiča so pač našitki in te stvari teh dodatnih klubov oziroma prijateljev, kakorkoli, pač kakor si ga kjer naredi. Tako, torej naša telefonska številka 03 897 0770. Na temo varnosti motoristov in drugih voznikov enoslednih vozil je bila v začetku aprila na postaji prometne policije, policijske uprave Celje, tudi tiskovna konferenca. Tudi tam so opozorili na vse preventivne ukrepe, o katerih bomo tudi mi še govorili v tej oddaji. No, kolegica Urška Kljajič pa se je pogovarjala tudi s komandirjem in pa pomočnikom komandirja postaje prometne policije in bomo slišali, kakšna je varnost oziroma kako je bilo s številom prometnih nesreč in umrlih motoristov v lanskem letu. Glede na to, da so bili vremenski pogoji že pravzaprav zelo dobri, da je bilo že kar marca toplo in da smo že opažali pojav motoristov na cesti, seveda smo mi tudi takoj pričeli z vožnjo. Program, ki ga imamo policisti, prometniki, obsega tako praktičen del, se pravi v učilnici, potem praktičen del na poligonu, vožnja
kjer pravzaprav bi skoraj izgledalo, kot da opravljamo vozniški izpit, se pravi obvladovanje motornega kolesa z vijuganjem, z zaviranjem, pospeševanjem. Na tak način potem vidimo, kako določeni policisti obvladajo motore in če tu ni uspešen, mora zadevo ponoviti. Potem pa še gre v programu relacijska vožnja, daljša, kar precej kilometrov in to je pravzaprav predpogoj, da oni policisti lahko začnejo izvajati naloge na terenu v javnem cestnem prometu z motornim kolesom službenim. To bi priporočili vsem motoristom, ne samo policistom, motoristom. Absolutno. Vsak motorist, ki začne zdaj voziti v teh pomladnih mesecih, svetujem, da poskuša najti določen poligon, poskuša se pridružiti kakšni skupini motoristov, klubu, društvu, da najprej poskusi glede obvladovanja motornega kolesa. Zavedati se moramo, da čez sezono, čez zimske mesece nismo navajeni več vožnje, kakor smo zaključili v preteklem letu jesenskem. In je zelo prav, da skušamo testirati naše obvladovanje. Na ta način bo sezona lažja. Lažje bojo tudi pasti, predvidevanja, ki jih seveda motorist pri vožnji v cestnem prometu mora imeti in mora tudi predvideti. Če poveste nekaj še o statistiki, ki ste jo tudi podali. Ja, žal statistika seveda iz leta v leto ni dobra. Sicer je statistika nekoliko ugodnejša bila v letu 2016 kot leto poprej, ampak kljub temu na državnem nivoju je življenje žal izgubilo 22 motoristov, udeležencev, potnikov in voznikov motornega kolesa. Na območju policijske uprave je bilo tega seveda hvala Bogu manj. Življenje sta izgubila 2, je pa seveda zelo tragično, da je življenje izgubil tudi en voznik mopeda ter kar 3 kolesarji. Kakšne akcije boste še izvajali naprej policisti, tudi poostrene kontrole v tem času? Ja, seveda policisti bomo v smislu umirjanja osveščanja ljudi izvedli tako preventivne akcije, se pravi z raznimi svetovanji, usmerjanjem ljudi, kot sedaj, ko pripravljamo, sodelujemo pri projektu varne vožnje 22.4. na Ljubečni. Bomo pa absolutno tudi z represivnimi aktivnostmi, se pravi gre za pogostejše poostrene nadzore v tistih krajih ter tistih časih, kjer so te prometne nesreče najpogostejše. Žal ugotavljamo, da ti vozniki motornih koles še vedno določeni ne uporabljajo zaščitnih čelad, nimajo tehnično urejenih motornih koles, beležimo razne predelave pri koles z motorji, nimajo ustrezne opreme, niso opremljeni, zaščitna sredstva so izjemnega pomena, ter ugotavljamo tudi žal pogost pojav alkohola oziroma mamil oziroma psihoaktivnih zdravil, ki jih uporabljajo. Kljub temu, seveda, da to prepovedam, ni dovoljeno in je za njih izjemno nevarno. Odseke, ki jih policisti zaznavamo, najbolj problematičen je del ceste, regionalne ceste relaciji Marija-Reka. Gre za cesto v vzponu, zelo je vijugasta in je v bistvu zelo priljubljena za motoriste, predvsem zaradi ovinkov, ki so gor. Tu je bilo kar precej nesreč, tudi hudo telesnih poškodb. In tu bomo policisti malenkost pogostejši. En del je pa tudi na regionalni cesti drugega reda, številka 430, to gre pa predvsem na relaciji Stranice. Na tem območju, kjer tudi ugotavljamo, glede na to, da cesta dovoljuje tudi večje hitrosti, večje divjanje in preizkušanje motornih koles. Tako da tu nas seveda lahko pričakuje kasneje. Kot neka noviteta tudi v tem letu bo pa dodaten nadzor cestnega prometa s helikopterjem. Se pravi, helikopter bo na določeni relaciji preletel, tudi postopke snemal in razne te objestneže, predrzne voznike, ki pravzaprav bi lahko rekel, da izzivajo, da jih bomo potem na podlagi helikopterskega nadzora tudi potem policisti na terenu ustavili in seveda tem primeru tudi obravnavali. Torej, najpogostejši vzrok za prometno nesrečo voznika enoslednega vozila je še vedno hitrost. Hitrost, ki ni nujno samo sama po sebi nevarna za motorista, zaradi hitrosti motorista lahko pride tudi do spregleda drugega voznika, ki potem seveda taka vožnja rezultira v prometni nesreči.
Takole slišali smo policijsko statistiko, tudi 22 mrtvih v lanskem letu, kar se tiče voznikov motornih koles, oziroma koles z motorjem tudi. Torej, današnja oddaja je namenjena temu, da bi morda vendarle kakšna žrtev bila manj, čeprav letošnje leto se je začelo zelo slabo, kaj ne, gospod Orko? Ja, tudi letošnje leto se je začelo zelo slabo, žal tragično, in v tej priliki sožalje vsem, ki na kakršenkoli način trpijo v tej zgodbi. Ja, seveda vsi si prizadevamo k večji varnosti v cestnem prometu, tako da seveda vsi imamo željo, da smrtnih žrtev ne bi bilo in prav tako tudi ne telesno poškodovanih. Slišali smo, na Ljubečni bo en tak dogodek, tudi vi na Vranskem ste naredili, ampak pravite, to je dogodek, ne? To je samo tisto... Na Vranskem smo imeli glih tako dogodek na temo preventivnih aktivnosti, na temo varne vožnje, ampak seveda to je dogodek, kjer se lahko motoristi seznanijo z elementi vadbe varne vožnje, seznanijo z pomenom predvidevanja, z pomenom motoristične opreme. Tudi imeli so možnost panoramskih voženj, imeli so tudi možnost testnih voženj. Tako ja, vse je bilo usmerjeno v smer preventive, ampak seveda, če se motorist hoče dejansko naučiti obvladovati motorno kolo, potem pa mora priti na celodnevni intenzivni trening, kjer jih je v skupini 8 motoristov in štartamo nekje ob 8 zjutraj in smo skupaj do 5 popoldne. Ampak odziv je bil pa zelo dober, ne? Ja, seveda, bilo je preko 1000 motoristov, številka mislim nekje okrog 1300. Ja, odziv je bil velik. Torej se zavedajo? Ja, se zavedajo. Motoristi se zavedajo svoje ranljivosti in tudi lahko rečem, da je udeležba na tečajih iz leta v leto večja in tako, da se vemo, da za motoriste do letošnjega leta ni bil obvezen program vadbe varne vožnje, ampak kljub temu se jih je ogromno prijavili, so prišli na te treninge celodnevne. Borut, kdaj vi običajno začnete sezono oziroma letos predvidevam, da ste že začeli? Jaz bi tako rekel, da motoristična sezona se niti ne začenja, niti ne konča. Nek ciklus se vedno pelje, ne? Se pravi, mi začenjamo z, bi rekel, neko tradicionalno vožnjo 1.1., ne? To je, bi rekel, novoletni dan še, ne? Prvi, in se dobimo v Celju in se pač ti klubi, kolikor se pač nas udeležujejo dol, pa motoristi, peljemo na tako kratko vožnjo do Žalca, zopet se tam neka pogostitev in to je to. To je recimo ena od teh splošnih prvih vožnj, potem se pa začnejo razni blagoslovi in te stvari. Kar se pa po zimi, v jesenskem času tiče, je pač mogoče čas za pripravo motorja, servise poštimati, motor malo zglancati in te stvari, da pol recimo, ko pač priješ na tiste prve vožnje, da si nekje pripravljen. Prva vožnja, ko se pač pele, si še vedno malo bolj trd, ne? Usne se nekako skrči čez zimo, tako da si malo bolj tesno, njim se moraš malo še prilagoditi in tako naprej. Ne? So pa tudi ceste, zelo nevarne na začetku, oziroma spomladi. Seveda, na začetku sezone motoriste prežijo ogromno nekih nevarnosti. Prvo, tako, kar je Borut tudi omenil, psihofizična kondicija je slabša, ker čez zimo mečkar zastanemo, potem seveda željni smo prve vožnje. Cesta je nas lahko preseneti z novimi udarnimi jami, ki jih prej ni bilo, mogoče še kakšen pesek, ostanki soli, potem tudi, če je lep sončen dan, lahko v kakšnem ovinku, v kakšni zatišni legi pričakujemo vlago na cesti, vse to povzroča lahko zdrs motornega kolesa, tudi same pneumatike rabijo bistveno več, da se segrejejo na samo delovno temperaturo, potem pa tle še dodatna nevarnost, kar rečejo motoristi, jaz se grem samo na kavico in potem se niti ne obleče primerno, potem iz te kavice lahko grata druga kavica in na koncu 100 km v nepravi opremi. Mi pa vemo, da je edina zaščita, ki jo motoristi imajo, je zaščitna obleka. Zakon pa predpisuje samo motoristično čelado. Tako da v bistvu prekršku ni, ampak smo izpostavljeni neki nevarnosti. Se pravi, samo čelada je obvezna oprema? Čelada je zakonsko obvezna, vse ostalo pač odvisno od samega posameznika, ampak tudi tle se vidi, da motoristi dejansko vedno bolje skrbijo za samo motoristično opremo. Ampak če začnemo, ja? Res je, ker oprema je recimo zgolj tista zadeva, ko te ščiti. To ni tako, ko imaš v avtu, recimo, da si zaščiten v neki kletki. To si pač izpostavljen vseh nevarnosti.
od Mošic pa naprej. Če začnemo čisto na začetku, mogoče, ko kupujemo motor, oziroma ko kupujejo motor, na kaj bi morali biti pozorni? Prioritetna naloga vsakega motorista je prepoznavanje nekih nevarnih situacij. V teh mojih besedih bi vsak pomislil, ja, nevarnost, to, kar smo govorili, cesta, pa vreme, pa ne vem kaj, ampak mi že lahko z nakupom nepravilnega motorja in nepravilne motoristične opreme si povzročimo v nadaljevanju neko nevarnost. Motorist mora kupiti tak motor, da ga lahko obvladuje. Predvsem tudi glede na velikost, če motorist ne pride z nogami do tli, potem tega motorja dobro ne more obvladovati. Ker je treba kdaj tudi manevrirati v prometu, morda v kakšnih serpentinah obračati in tle so že prve nevarnosti. Potem tudi nakup same motoristične opreme glede na tip motornega kolesa. Ker imamo različne tipe, tako kot Borut pravi, on ima čoper, potem imamo športne variante, potem imamo enduro variante in temu primerno se treba tudi obleči. Tako da že tle lahko pride do nekih nevarnosti. Pri nakupu opreme bi pa seveda takoj v tej priliki opozoril tudi vse, naj poskrbijo na svojo vidnost. Ja, včasih so bile tele... Frajerji so v črnem, ne bili včasih. Včasih so bile tele rumene fluorescentne čelade, pa da je nekaj, se ne bom kot kanarček, ampak konec koncev je teh čelad vedno več je tudi teh fluorescentnih brezrokavnikov. Doskrat kdo reče, tako ko Borut ima tle odličen tale brezrokavnik, pa ga ne bo potem videti. Ja, se ko se nekam pripeljemo, ga damo gor, pa glih tako se bo videlo in tako da jaz mislim, da je vidnost zelo pomembna. Ker dostikrat pride tudi do nekih izseljevanj, zaradi tega, ker enostavno voznik avtomobila spregleda motorista. Mi smo imeli tudi debato okrog teh zadev, zdaj recimo, kar se vidnosti pa tega tiče, je res primerno. Je pa druga zadeva, mi imamo recimo motorje, bi rekel, označene oziroma z odsevniki na drugih mestih, ko drugi nimajo. Pač Lajbič je naša, bi rekel, klubska zadeva, neka uniforma, in se pol pač tudi temu primerno oblečemo in se vozimo na tak način. Kaj pa pri čeladi? Če gremo kupovati čelado, na kaj moramo biti pozorni? Načeloma se zanašamo na to, da prodajalec pač ve in da nam bo povedal, kako... Ja, seveda, vsi ti resnejši prodajalci imajo na voljo tudi testne čelade, ker tle moramo vedeti, da vsaka čelada na vsak motor ne paše in tudi motorji imajo različne vetrne zaščite in lahko neka čelada na nekem motorju je zelo tiha, fino deluje, na drugem motorju bo glasna. Predvsem pa ne glede na tip čelade in pa motornega kolesa moramo poskrbeti predvsem za pravilno velikost, ker če je čelada prevelika, potem naša vožnja ne bo udobna, bo tudi pihalo vnotri, tudi tresejo, vidljivost bo slabša, tudi pri obračanju glave lahko vidno polje zaostaja, vse to so neke nevarnosti. Če je čelada premala, potem nas začne tiščati in seveda mi svojo pozornost preusmerimo na te bolečine, to pa pomeni, da na cesti ne bomo tukaj skoncentrirani. Potem je tle treba tudi poskrbeti za pravilno nego čelade, skrbeti za čistost vizirja, tle bi odsvetoval vsa agresivna pralna sredstva, kako je rekel, mušice pa te stvari, ne praska to na suho dol, damo, ne vem, mokro krpo gor, da to odmoči obrišemo in na ta način skrbimo. Odsvetujem tudi tele temne vizirje, stalne temne vizirje, zato ker enostavno, če je to lep sončen dan, je to super, lahko pa pridemo v neko zatišno lego, bo naša vidljivost slabša, lahko pridemo v predor, zvečer se mečkan stemni in seveda, če pa hočemo mi kvalitetno voziti, moramo pa tudi dobro videti. So pa fini ti preklopni viziri, ki ga v bistvu preklopimo takrat, ko to potrebujemo. In draga čelada pomeni bolj večjo kakovost? Kar se tiče cenovnega razreda, tudi če pogledamo eno znamko teh čelad, kar se tiče varnostnih standardov, mora zagotavljati in ta cenejša enake varnostne standarde kot ta dražja. So pa potem ostale stvari še tle noter zajete, zdaj iz kakih materialov je, lahko je čelada iz kaj so že tile polikarbonati, ali kaj je mečkaj iz glave ušlo. V glavnem, na to se pa potem razlikuje tudi cenovno. Pa prej je pol tudi piha noter in to se vidi, in če so ti neprijetni še detajli zraven, je pol neprijetna vožnja. Dražje so te iz kompozitnih materialov, koliko so recimo tele lepljeni
karboni in pač. V glavnem zelo veliko je tega in je treba biti pozoren predvsem, da je prava velikost. Tako. Pa da jo imamo na glavi, ne, ko smo na motorju. Ščitniki niso same po sebi namen, rekli smo. Želva. Kaj je to želva? Povejte za tiste, ki niso motoristi. Ja, zdaj, kar se tiče motoristične opreme, seveda je že v kombinezonu so ta zaščitna sredstva, tako kot so komolčniki, kolenčniki, tudi na bokih, nekateri kombinezoni že imajo to hrbtno zaščito vgrajeno. Seveda se pa tudi ta želva posebej kupi in se da pod kombinezon, to je v bistvu zaščita hrbtenice. In to je, videli smo prej mislim, da pri dirkačih, ne, oni so to imeli, zdaj pa gre tudi na navadne ceste. Seveda, to je zelo priporočljivo, to se že dost časa uporablja, seveda to uporabljajo predvsem tisti, ki dajo nekaj na svojo varnost. Potem pa seveda gre tehnologija tudi pri tej pasivni varnosti naprej, tako da poznamo tudi zračne blazine, ki so airbage, ki so že vgrajeni v kombinezonu. Torej v kombinezonu, ne na motorju. V kombinezonu poznamo tudi na motorju, to je recimo Honda Goldwing, potem pa seveda obstajajo tudi brezrokavniki. To se je zdaj začelo pojavljati. Tako, brezrokavniki, ki ga lahko oblečemo in v primeru padca se potem tudi aktivira in dosti dobra zaščita. Rekli smo, da motoristi v zadnjem času zelo uporabljajo te odsevne brezrokavnike, torej to priporočate? Priporočamo, seveda. Priporočamo odsevne brezrokavnike, če pa še v tem brezrokavniku zračna blizina, pa še toliko bolje. Čevlji so tudi posebni, ne? Ja, tudi motoristični čevlji in pa seveda tudi rokavice. Zdaj pri čevljih je tudi pomembno, seveda moramo poskrbeti tudi za svoje udobje, ne bojo čevlji, ne bo kombinezon, nas ne sme preveč otesnjevati, niti ne sme biti prevelik, prav tako je tudi pri škornjih. In tudi pri teh motorističnih škornjih seveda jih prav tako kupujemo glede na tip motornega kolesa. Več pa je teh zaščit, noter boljše. Kaj pa motoristična oprema in vročina, ne? Ponavadi motoristi tam 30 stopinj Celzija, vi pa v popolni opremi. To moraš vzeti v zakup, ko greš na motor. To se pravi, brez opreme, brez tega boljše, da se ne podaš na pot, pa če boš naprej razmišljal, da ti bo vroče, teh stvari pač ne more biti. Je vroče, je bolj, sploh pa na križiščih ali pa kolone, recimo, ko stojimo, drugače pa tu nekako sprejmeš in nekako ti to zleze pod kožo in je zadeva na nek način rešena. Če bi se pa s tem obremenjeval, pa boljše doma ostaneš. Ampak lahko čisto kratka vožnja je lahko tudi usodna, ne, brez opreme? Ja, seveda, tudi statistika kaže, da nekje največ hudih nekih prometnih nesreč v domačem okolju. To pa zato, ker enostavno, ja, se bo zdaj kdo rekel, ja, seveda, če se v okolici vozi, ne grem nikamor daleč, ampak ni glih temu tako, ne, v domačem kraju doskrat vozimo na pamet, nismo tu skoncentrirani samo prometno signalizacijo in doskrat se tudi zaradi te vročine, kar ste omenila, motoristi ne napravijo v popolno motoristično opremo in vsak padec je lahko že povzroča hude telesne poškodbe. Kako je s pneumatikami? Ja, pri pneumatikih je tudi več stvari pomembnih. Zdaj seveda tle bi kar v štartu povedal, da tudi pneumatike seveda poznamo glede na tip motornega kolesa, ampak zdaj ne glede na to, kako motorno kolo vozimo, moramo poskrbeti za pravilen oziroma zadosten profil, potem poskrbeti za starost pneumatike. Tudi če se motorist dosti ne vozi, čez leta pneumatika utrdija. In pri motoristični pneumatiki je nekje 3 leta tisti maksimum, tudi če je še dober profil, ker potem pa v bistvu pneumatike utrdi in rabi bistveno več, da se segreje na samo delovno temperaturo. Se pravi, tudi če ne vozimo veliko motor? Seveda, ker pneumatike so izpostavljene vremenskim neprilikam, to povzroča staranje materiala. Potem seveda je tudi treba vedeti, da zdaj tisti, ki se vozijo dosti po avtocesti, da pridejo pač iz neke točke A na točko B, morajo tudi imeti temu primerne pneumatike. To so potovalne pneumatike, ki zdržijo več kilometrov. Ker tle je tako, športna pneumatika na športnem motorju lahko zdrži ob res lepi vožnji nekje maksimum 4000 km. Neka touring pneumatika, se pravi potovalna pneumatika, pa ob lepi vožnji lahko zdrži tudi 20 000 km. To so velike razlike. Se pravi, temu primerno je treba tudi to kopati. Zelo, zelo pomemben pri pneumatikah je tudi tlak. To seveda moramo
obvezno preveriti na začetku motoristične sezone in pa potem najmanj enkrat na mesec. Tle bi tudi upozoril, da tlak preverjamo takrat, ko je pneumatika hladna, dokler enostavno, ko se pneumatika segreva, se segreva zrak, s tem, ko se zrak segreva, se širi in lahko dobimo napačen podatek. Tako da je kar en kup teh stvari. Ob vožnji po avtocesti se lahko pneumatika tudi deformira in grata malenkost kockasta in to že tudi lahko povzroča neko nevarnost, se pravi, mora biti pneumatika lepe okrogle oblike. Ste tako pozorni na pneumatike? Absolutno. Pri čoperih je pač tako naredil, da ko je Vojko rekel, na 2-3 leta približno pride recimo ena taka obraba gum, ne glede na profil, pa če mi čoperisti imamo po sredini bolj znucane, oni imajo bolj po robovih, ampak ne glede na to, koliko je še zunanjega roba zdravega, gumo je pač treba menjati. Guma tudi sajtom grata trdo, tako on pravi, in to takoj občutiš. Čuti se tudi tisto, ko je guma, mi rečemo smrečasta, ko je v bistvu nasekana, in to se čuti takoj, sploh pa na sprednjem. Zdaj pa se, da vsi rečejo, jaz se posuhem še dobro, dela se še dobro, se gre. Ja, se, ampak lahko pa pride tudi do tega, da začne mečkano rositi. Sej motoristi se dežja izogibamo, ker potem je tudi sama vidnost podlage povsem mečkano slabša, tudi čelada nima brisav za vizira in tako naprej. Ampak ja, treba pa pride domov, če nas daš preseneti. In takrat pa lahko zelo Ker najslabše razmere so recimo tiste začetne, tako Vojko pravi, to se pravi, najslabše je recimo prah, pa malo da zarosi in te stvari. Vse, če je cesta sprana dober, je nekako že prilagojeno vse skupaj. Če je pa tista začetna zadeva, se pravi prah, pa malo rosenja in kakorkoli, je pa to zelo hudič. Je pa polska. Slovenske ceste so zelo luknaste. Udarne jame, zakrpane, različne zaplate asfaltov. Tudi varnostne ograje smo že videli, da so bile razlog za smrt motorista, ki je zdrsnil pod njim. Torej, kaj tu? Jaz sem že enkrat rekel tudi na televiziji, na vaši televiziji, pa so me vprašali, ker ni bilo v živo, ali lahko to objavijo. Ja, nažalost je pač tako in tle si nimamo kaj zatiskati v oči. Enostavno, ko pridemo čez mejo, lahko pripeljemo za zavezami in njimi očmi, pa bomo vedeli, da prijemo na slovenske ceste. Žal je temu tako, lete. In tle si nimamo kaj oči zatiskati. Naše slovenske avtoceste so v dosti dobrem stanju, ampak seveda tranzit, kakršen je, gostota prometa je, vse ostale ceste so v zelo slabem stanju. In vas to kdaj spravi v slabo voljo? Slabo voljo, kakorkoli, da se boš jezel ali ne jezel, zadeve so take, ko spremeniti ne moreš nič. Veliko besed je že bilo izrečenega okrog tega, pa tudi recimo tako so bile prej zaradi teh ograj, udarnih jam, sploh spolnadanskem cajtu, nekaj se pojavijo. Pač so tudi teme na te zadeve, ampak pomagati ne moreš. Država se vedno, bi rekel, brani na tak način, da denarja ni in da pač krpajo. Vse, če gledamo kakšne filme, pa že po Facebooku gledaš, kak lukne krpajo, 2 lopate vržen na mrzo asfalt, pa gre naprej, to ne gre. Tista lukna je dvakrat se avto zapelje, če res pa je vlupi ven nazaj. Je pa tako, da mi smo tisti, ki držimo krmilo, in enostavno je treba glede na cestne razmere prilagajati hitrost. To je dejstvo in tega se moramo zavedati. Cesta ni dirkališče in temu primerno je treba tudi voziti. No, ampak levi ovinek, Levi ovinek je pri motoristih en tak poseben. Zakaj? Glejte, tle je ogromno nekih takih stvari, kar se tiče samega obvladovanja motornega kolesa. Mi smo že na začetku rekli, da prioritetna naloga vsakega motorista je prepoznavanje nekih situacij. Potem je pa seveda, ker imamo mi, bomo rekli temu, računalnik v glavi in pa seveda podatke spremljamo, 90% nekih informacij dobimo preko oči, je treba tudi pravilno gledati. In tudi tle je, lete, okrog te motoristične zgodbe ogromno nekih, bomo rekli temu, narekovajih gostilniških debat, ogromno nekih nepravilnosti, da je treba gledati, ne vem kamo iz te kovinka, pa tako naprej. To pomeni kaj? Da če gledamo mi predaleč, se potem avtomatsko gre motor za pogledom, se približujemo sredinski črti in potem prihaja do tega, da tudi če motorist vozi po umitvah, se s telesom nagiba preko črte, seka ovinke in tako naprej. In to so težave. Se pravi, v prvi fazi moramo mi znati tudi pravilno gledati. In tega teoretično ni mogoče razložiti, oziroma je težje razložiti. Ja, jaz lahko razložim, ampak bo trajalo 10 minut.
treba je pa v bistvu res biti pozoren, ker vozniki, avtomobilisti smo včasih zelo slabe volje, ne? Ko nam pride glava. Ja, jaz bi rekel tu za te leve ovinke, pa zadeva taka, tudi če motorist se kolikor toliko recimo izogne polni črti, navadno so polne črte na ovinkih, lahko ti drug pride, predvsem so recimo to tovorna vozila, avtobusi, on zajame recimo mal širši krog in recimo si takoj lahko v njemu. Ja, to so te serpentine, v teh serpentinih tako je, ampak tudi drugače, ker je cesta zadosti široka, leta, ja, tudi mene to moti, da se motoristi nagibajo preko sredinske ločilne črte in to je sigurno nespremljivo. In prvo kot prvo mora motorist poznati različne tehnike vožnje in pravilno tehniko vožnje tudi uporabljati na samem cestišču. Če bo uporabljal pravilno tehniko vožnje, bo njegova silhueta ožja, to je prvo. Drugo kot drugo mora pravilno gledati, da ga ne bo vleklo preko črte in pa seveda voziti čim bolj tekoče, elegantno. Se pravi, pred ovinkom zadeve poštimati in s pravilno linijo tudi ovinek odpeljati. Pri zaviranju je pa spet tako, ne? Višja je hitrost, daljša je zavorna pot, reakcijski čas. Lahko nekaj številk poveste, recimo. To pa sigurno, ja, lahko povem, lejte, sej, problem je že v tem, da motoristi govorijo samo o zavorni poti, Mi moramo govoriti o celotni poti ustavljanja. Celotna pot ustavljanja je pa sestavljena iz reakcijske poti in pa potem v nadaljevanju iz zavorne poti. Zdaj pa seveda na reakcijsko pot vpliva reakcijski čas in pa hitrost. To pa pomeni kaj? Reakcijski čas v povprečju, se pravi skoncentriranega motorista je nekje 1 sekundo. Mi pa moramo vedeti, da v 1 sekundi pri različnih hitrosti prevozimo določeno pot. Pri 50 na uro v 1 sekundi prevozimo 14 metrov, ja pri 130 pa v 1 sekundi prevozimo 36 metrov. Potem se pa začne točka zaviranja in zavorna pot je pa zopet odvisna od hitrosti, pneumatik, podlage, teže motornega kolesa, motorista, sopotnika in tako naprej. To pa potem vpliva na zavorno pot. In zdaj seveda, če se mi odzovemo v 2 sekundah, ker tudi telefon v čeladi več preko Bluetootha ni nobena redkost, kar to seveda podaljšuje reakcijski čas in pa še utrujenost, potem pa moramo vedeti, da smo mi v 2 sekundah pri 130 prevozili 72 metrov. Pol smo šele začeli zavirati. Se pravi 72, da smo sploh začeli zavirati. Tako. Ja. Potem pa moramo vedeti, da pri 50 na uro na dobrem asfaltu, če ima motorist ustrezno znanje zaviranja, kar nažalost je zelo pomanjkljivo, se lahko mi ustavimo v 10-12 metrih. Pri 50 na uro. Pri 100 na uro je pa to 40-50 metrov. Taka razlika. In potem je težava pri teh, ko rečejo, vozniki, avtomobilisti izsilijo, gredo na prednostno stran cesto in spregledajo motorista. Pri 130 motorist prevozi v 1 sekundi 36 metrov. Jaz vedno pravim, pri motorju bremzarja skoraj ni, ker je kakorkoli, ne prideš prav cajt, recimo, da bi se rešil, če je že taka situacija. Mi seveda, motorist mora voziti na ta način, da bo zaviral čim več planirano. Planirano, to pomeni, da bo zaviral z pogonskim agregatom, po potrebi zavoram, to, ampak kljub temu, tudi če je motorist lahko je 100% previden, pa se mu lahko nekdo drug pripravi neko kritično situacijo. Ker tudi ostali udeleženci v prometu seveda imajo polno glavo skrbi, so odsotni, delajo napake in v tem primeru pa mora potem motorist izvedeti neko zaviranje v sili in poskušati zadevo reševati. Ampak nažalost pravijo zopet te debate, ja, zadnjo zavoro raj pusti primer, da ne boš padel. To ni res. Motor ima 2 zavore in 2 zavore moramo znati uporabljati. Kako je z zaviranjem na talnih oznakah? Je kakšna razlika ali je to samo, kadar je dež pomembno? Na talnih oznakah je slabši oprijem in je tudi zavorna pot daljša. In seveda lahko tudi prej pride do zdrsa. In spet imajo pa tle prednost tisti, ki imajo ABS zavorni sistem, ker ABS pač sam preprečuje blokiranje kolesa in je tu manjša nevarnost zdrsa in paca. Mokre je pač nevarno, to pa daleč od tega, da ne. To se že peše, recimo, če imaš obuvalo tako, ti las zdrsne, kaj šele na motorju, ne daj Bože, da imaš pa še slabe gume. Nevarnost je pesek, nevarnost so bele črte, nevarnost so zalivke, nevarnost je reskan asfalt, nevarnost so udarne jame, vse to so neke nevarnosti, ki prežijo na motoriste. Motoristi živite nevarno, ne? Ja, motorist v bistvu mora paziti na sebe, to je prvi vrsti, in pa še na vse ostale okrog sebe, a ne? To je zdaj tista okoliščina, ko ti pride pač stranskih tirov, a ne? No, ampak vozniki, avtomobilisti pa pogosto smo hudo jezni, ko nam pripeljete zadaj, pa še v mrtvi kot.
So to zdaj tisti... Jaz sem motorist po srcu že celo življenje. Na motorju uživam, ampak glih tako, ko se je spela nekje po mitvah, pa nekdo pokne mimo tako, da me kar strese, to je katastrofa, ne? Mislim, tudi jaz nisem takega motorista, to je treba Se pravi, to je vedenje, ki je pač neupravičeno. To so ekstremneži, a ne, to niso vsi, a ne, to je pač zdaj, da ne gledaš, recimo, pa ne deva vse te motoriste v en koš, a ne. So pač izjeme, ki pa bojo in so bile. In ti mečejo slabo luč na vse. Vse tudi zdaj, če recimo zdaj izpostavljamo avtomobile in te stvari, tudi avtomobilisti, recimo, ne, če zadevo gledaš, sploh pa kolone, recimo, ali kakorkoli, ali pa če bi želel nekako prehitevati, ko bi šel, imaš ljudi, ko se ti nalaš noče odmakniti. No, dajte mi razložiti zdaj to, oziroma kako je po teoriji in kako je v praksi, vemo. Motorist ima vedno prednost, oziroma lahko prehiti tudi, ko recimo besni vozniki čakajo pred mejo. Ne sme, po zakonu ne sme. Ne. Lahko prehiteva samo na cestninskih postajah, tam, ko je pač stoječa kolona zaradi cestninjenja, tam ima možnost, drugače pa, pred semaforiziranim križišču ne sme prehitevati. Je pa dovoljeno, če so te kolone stoječe, prehitevati po desni strani. Po desni strani, kar pa je še, to zakon dovoljuje, ampak to je pa še večja bedarija, če mene vprašate. Ker tudi ob desnem robu seveda so bankine vemo, so neurejene, zapele na rob cestišča, lahko pademo, motor zdrsne, potem na desni strani tudi lahko kdo vrata odpre, ker niso tudi pozorni, kaj se od zadaj dogaja in tako naprej. Žal je to dovoljeno. To je neko nenapisano pravilo, recimo vožnja mimo, a ne. Kar se pa carin tiče, je pač tak, ne, tam je pa zadeva, mi smo imeli celo primer, dol smo bili, ko smo šli v Bosno, ne, mi smo lepo čakali v vrsto, eden se pa pripeljal direktno dol pred carinika in ga nazaj v vrsto poslal. To se pravi, ni nekih pravil, da lahko in ne smeš, ne, zdaj pač tudi splet okoliščine, ne. Ko vozite motoristi v skupini, ne vozite v gosjem redu. In to je prav, da ne vozite v gosjem redu. Vedno ne moreš, mi vozimo cik-cak, to se vozi zaradi tega, zaradi varnosti in pa zaviranja vsakega posameznika. Večjo razdaljo imaš, če sta dva, recimo, oddaljena od drugega v drugem redu sledu, a ne. Pač vedno to ni možno zaradi pogojev cestišča ali pa same širine cestišča, pač kje se pač voziš, a ne. No, ta cik-cak v bistvu je namenjen tem paradnim vožnjam, večjih tehle skupin, ki paradirajo recimo mogoče čez naselje z zelo nizko hitrostjo, pa lahko mečkam pomahajo, ne, in če vozi cik-cak, potem je boljša preglednost in če se karkoli zgodi, lahko tudi zadnji parkira ob njemu, ne, ni neke nevarnosti. Izven naselja je pa za vsakega motorista celotno cestišče. Takrat se kolona raztegne na primerno varnostno razdaljo in pred desnim ovinku se motorist mora pomakniti bliže levi sredinski črti, seveda ne preko, da lahko lepo odpelje in da ima tudi, da boljše vidi. Pred levim ovinku se pomakne mečkam bolj desno, da lahko levi ovinek kvalitetno odpelje, to, kar smo prej govorili. Ko pridajo potem na neko ravnino, oziroma če grejo po avtocesti, naselje, kjer so zelo nizke hitrosti, takrat lahko zopet cik-cak, kjer je preglednost daleč naprej. Ampak varnostno razdaljo morajo imeti tudi motoristi med sabo. V bistvu se to zaradi varnostne zadeve ureja, ne, se pravi varnostna razdalja in pa recimo samo med sabo zaradi zaviranja in teh stvari. Ne. Varnostna razdalja je pa zakonsko predpisana 2 sekundi, ne. Tukaj je zakonsko predpisano in za motoriste in za avtomobiliste. No, bedasto vprašanje pravzaprav, ampak vendarle, motoristi in alkohol. Ja, katastrofa. Katastrofa, leta, to je katastrofa in na motorju, in katastrofa je pri kolesarjih, in katastrofa je pri pešcih, in katastrofa je pri avtomobilistih. Vse je pa motor, tako kot smo že prej rekli, motor ne dopušča napak in ko prije nekako do prometne nesreče, paca, so telesne poškodbe tle. Se pravi, tudi kako pivo potem na koncu, ko parkirate? To je pol, ko priješ domov. Jaz bi to kar povedal, tudi zadnjič sem šel na neko dogodek, ampak da dobiš na vhodu, ne vem, borovničke, ko se z motorjem pripeš, to jaz ne vem, no, to je bolano. Potem pa organizirajo neko panoramsko vožnjo. Se pravi, je treba biti pozoren že pri takih stvarih. Zdaj, če si pametno odkloniš, res pa je to, kar Vojka pravi, je tak je, ne. To so pa stvari, ki bo pa treba tudi spremeniti, ne. Ker vidimo tudi v teh prometnih nesrečah vse preveč alkohola, ne. In alkohol je pri mladih, alkohol je pri starejših, v srednji generaciji.
Prevelika toleranca je še vseeno. Nevarnosti so že takrat, recimo to je pa dodatna zadeva, ki pa pospešuje zadevo. Takrat pa sploh nisi pozor na te zadeve, ko jih prej srečuješ. Motoristi se radi odpravite na dolge ture. Kako je pa z utrujenostjo? Ja, na začetku motoristične sezone vedno predlagamo mečken krajše tele izlete, da pridobimo neko psihofizično kondicijo. Potem pa ja, za primerno psihofizično kondicijo lahko tudi upravimo daljše izlete. Se pravi, mora vsak presoditi sam pri sebi. Jaz bi še tu dodal, recimo, da te vožnje so tudi odvisne od motorja, odvisno kak motor imaš. Če imaš ti potovalni motor, lahko te relacije v enkratnem šusu ne delaš daljše. Mi čoperisti se navadno po 100 km vozimo, obstanemo, kafe, malo pauze pa naprej. Ja, pa tudi pri motorju je tako, da ne moramo glih tukaj ekstremno veliko kilometrov narediti, ker je bolj pogosto treba obiskati pumpo, benzinske črpalke, ker v bistvu so posode za gorivo manjše, tako da takrat se naredi kakšna pauzica, kakšna kavica, spijemo potem naprej. Mimo grede, verjetno je pa pomembno, da pa zadosti vode povsem spijejo med takimi vožnjami. To pa sigurno. Ja, ker vroče pa je, recimo te, ko smo se že prej pogovarjali, sploh pa če si dobro oblečena, navadno je to zjutraj, ko se odpravljaš od doma, je fejs mrzlo, pol tamle ob enih 12, pa sonče žge, da ti je pa res vroče. Kaj pa prtljaga? Zdaj spet je odvisno, kakšen motor imamo, pa vendarle preveč ne sme biti, ne? Ja, glejte, vsaka prtljaga, vsak potnik, vse, kar je na motorju, povzroča daljšo zavorno pot, tudi motori so drugače obvladljivi, vodljivi in to je tudi eden izmed razlogov, da imamo mi tudi program vadbe varne vožnje za sopotnike. Tako da lahko prije motorist ima zraven tudi sopotnika in proba vse te elemente vadbe varne vožnje preko celodnevnega treninga tudi sopotnikom in komplet s kovčkem in lahko tudi da noter opremo, ker se motor bistveno drugače obnaša. Tudi sopotnik mora biti, bi rekel, nekje kultiviran, kar se tega tiče, pa seznanjen, kako mora sploh sedeti na motorju, ne more se nekaj predstavljati, ker to ti poruši ravnoteže in tebe, bi rekel, čist... Načeloma se morate zliti z motorjem in oba v isto smer nagibati in podobno. Ja, odvisno s katero tehniko vožnje vozimo, ampak s tisto tehniko vožnje, ki vozi motorist, tako mora se obnašati tudi sopotnik. Telefon ste omenili, zdaj so res te slušalke, tudi mislim, da se pogovarjajo motoristi med sabo, prek slušalk. Zdaj, motorji so vedno bolj opremljeni z neko aktivno varnostjo. Zdaj, to pa pomeni tudi, vse to vse super, razni sistemi, ki preprečujejo zdrs motornega kolesa, ABS, potem nastavitev moči samega agregata in tako naprej. In pa seveda tehnika gre naprej in so noter tudi razne navigacije, pa Bluetooth sistemi, povezave, telefon, potnik, voznik, sopotnik, voznik, drug voznik in so pa to dejansko lahko moteči elementi. Vse to odvrača pozornost ceste. Ja, seveda, če mi gledamo na navigacijo, pa še kaj iščemo, kaj opisujemo, jaz predlagam, če že to motorist dela, da se ustavi in te stvari poštima ne med vožnjo, ker tik-tak smo za par sekund odsotni od ceste in tu so lahko težave. Predvidevanje je ena od najboljših sposobnosti menda motorista. Ja, prepoznavati nevarne situacije, zato da ne pridemo v fazo reševanja. To je prvo, na kar moramo biti pozorni. Pa velja za motoriste, da nesreča spremlja prepogumne. To drži? Nesreča? Nesreča. Ja, po moje to kar drži. Nekaj spoštovanja do ceste in motorja je treba imeti. Sigurno, do motorja je vedno treba imeti nek respekt. Takrat, ko respekta ni več, je zelo nevarno se zgodilo. To jaz ti bo rečem, strah mora biti vedno več med strahom. Ker jaz poznam ogromno dobrih motoristov, pa zdaj rečejo, dobro se je pelal, se je bil dober. Recimo, jaz lahko iz svojih izkušenj povem, da recimo se odpravim kdaj na motor, pa grem, jaz se po 2 kilometrih recimo vrnem nazaj, se mi zdi, da imam slab občutek, danes mi nekak ni za vožnjo, ne grem raje domov, ni mi nujno tja iti, če ni mi to taka pot, da greš kar tek nekaj, da se peleš, se obrnem, grem nazaj, danes ni moj dan in to je to. In recimo, doskrat mogoče glih takrat rine, ko mu sploh ni potrebno, in pola prije tudi v tem primeru do nesreče, ker si pa zgubljen, nisi prisoten, ali imaš mogoče kakšne težave, ki jih pa nosi sabo na motorju, ki pa niso dobre, da te spremljajo na teh zadevah.
Slišali smo že prej tudi komandirja postaje, da so določeni odseki, kjer motoristi tekmujejo med sabo, kjer prav, mislim, da tam čez Marijo reko so imeli prav dirke primerjaliča, celo gledalci so bili tam, ampak ko pridejo policisti, ni nikjer nikogar, ker se obveščajo med sabo. To je tle bližino je Marija reka, potem tle gor Golica avstrijska, potem Postojnske ride. Teh odsekov je po Sloveniji dost. Se pravi, da je še vendarle veliko teh motoristov, ki izzivajo svojo srečo. Še vedno. In tudi na teh odsekih je veliko prometnih nesreč. Bežanje pred policisti se ne konča dobro. Se ne splača. Ne? Iz policijske statistike je še razvidno, da je največ nesreč sicer v prvih in zadnjih mesecih motoristične sezone in pa med 12. in 18. uro. Se pravi, v tem najbolj aktivnem delu dneva. Ja, seveda, zdaj dopoldne so dostikrat ljudje v službah, popoldne pridejo domov in potem, da pobegnejo iz te gužve, iz tega vsakdana, pa potem malo na motor, da se človek mečkaj sprosti, malo zrelaksira, Takrat je pa tudi nevarno, kar je že tudi Borut rekel, da ne samo skrbi s seboj, pa smo malo nepozorni, pa prije do kaj česa. Če primerjate razmere, nekaj ste že povedali, ampak vendarle pri nas, pa po Evropi, ne samo kakšne so ceste, ampak kakšna je prometna kultura? Različno držav, različno. Avstrijci lahko rečem, da tudi motoristi kar dosti lepo vozijo, da tudi potem slovenskega motorista kar potegne nekako v ta ritma, ker če boš potem se obnašal na njihovih cestih, tako kot na domačih cestih, boš takoj izobčen, boš agresiven. Se pravi, že motoristi sami. Tako, ja. Pri nas lepo, jaz ne vem, To je res interesantno. Gor se recimo vsak drži predpisov, ker ve, da so mogoče kazni drugačne, bolj rigorozne, kot pa pri nas. Nižje kot pri nas, pa kljub temu. Se kljub temu držijo bolj recimo teh predpisov. Zato, ker je pač, kultura je taka, že od samega začetka je kultura taka, da enostavno je tam normalno, da nekako spoštuješ prometne predpise. Na MZS smo pa naredili raziskavo glede uporabe varnostnega pasu za otroke, bilo je 740 voznikov zajetih, to so bili zajeti detki, babice in pa starši, ki vozijo otroke v šolo in v vrtec, in lahko rečem, da se je pokazalo, da vsak četrti otrok se občasno vozi nepripet. To je normalno, In tu se začne samo vzgoja. In potem še starši po telefonu, pa še ne upoštevajo cestno-prometnih predpisov, kako bomo pa pričakovali od otroka, da bo pa te stvari upošteval. Je pa dejstvo, da Slovenija nima dirkališča, torej da bi šel in res tisti adrenalin lahko motoristi sebe spravo. Ne bi. Na Vranskem, ne? Ne bi. Ne bi? Ne bi. Na Vranskem je... Zdaj cross country ste naredili poligon. To je, na Vranskem se dogaja ogromno nekih aktivnosti. Mi imamo drugače 22 različnih programov in je tudi ta sam naš center, moram vedeti, da leži na 15 hektarjih, ima 2,5 km urejenih asfaltnih površin in se da tudi dobro dinamiko narediti. Ampak imamo potem tudi, vidimo tale off-road, cross country, off-road poligon, tako da ja, ampak ni to dirkališče. To je namenjeno preventivi, je namenjeno temu, da se ljudje naučijo obvladovati motorno kolo in da te stvari tudi lahko praktično sprobajo na varen način. Je pa Vransko sigurno najbolj kvaliteten poligon v Sloveniji in tudi eden boljših evropskem merilu. Se vam zdi, da ne bi kakšno dirkališče, recimo tako kot Grobnik, ne bi zmanjšalo število teh divjakov na cesti? Glejte, to je dokazano. Zdaj, kar se tiče dirkališča, super, tudi sam bi bil zelo vesel, da bi ga imeli tle v Sloveniji. Ja, ogromno je motoristov, ki imajo motor samo zato, da ga uporabljajo na dirkališču, kapo dol, to je super, in ga tudi naložijo in ga peljajo ali na Grobnik, ali na Red Bull Ring, ali tle Panoni je tudi dosti blizu. Ja, ampak če pa gledamo mi statistiko, kar se tiče Grobnika, ko ste glih omenili, ja, naredijo, dan odprtih vrat, tam pa bom zdaj karikiral, na dnevu odprtih vrat slovenskem je 2000 motoristov, od tega se jih vozi, ne vem, 200 ali pa 300, vsi ostali pa na tribuni gledajo in potem na cesti pokaže, kaj so se naučili. In ta cesta Grobnik Slovenija je ena najbolj krvavih. Tako da je lahko tudi kontraučinek. Je pa res, da za tiste, ki bi se pa želeli potem zdivjati na cesti, ko se zavedajo svoje ranljivosti na cesti, bi to bilo fantastično. In tega žal ni. To je neke vrste spodbuda skoraj, če bi tako rekel Grobnik. Koga? Spodbuda za dirkanje, Ja.
Kaj bi se še dalo narediti za večjo varnost? Kje vidite, oziroma dajmo še povedati, no, da je od 19. novembra lani obvezna uporaba zaščitne čelade tudi za vse kolesarje in potnike na kolesu ter kolesu s pomožnim motorjem do 18. leta starosti, ter za vse voznike mopedov, in da bo od 1. maja letos za mopede s trajno nazivno močjo pogonskega motorja nižjo kot 4 kW, kako? Ja, do 25 na uro. Do 25 na uro, predpisana registracija in tehnični pregled. Se vam to zdi primerno ali gre za birokracijo? Ja, tle so lete sigurno mišljenja deljena, kar smo že tudi v medijah gledali. Jaz se definitivno s tem strinjam. Za mene se to zdi prav, ker neka evidenca mora biti in tudi ogromno je bilo nekega izkoriščenja, prije do nekih manjših prometnih nesreč, ja, od koga boš pa terjal? Ja, nimaš mu kje vzeti, ne? Tak je pa motor zavarovan in... Je zavarovano in to se meni zdi dosti v redu, ne? Še kakšen predlog za večjo varnost? Ja, jaz predlagam res, oziroma sem mišljenja, da bi vsak motorist moral opraviti trening vadbe varne vožnje. Ampak tak res celodnevni trening, ne kar nekaj na parkirišču. Sicer pa čim bolj previdno, varno, vaša letošnja najdaljša tura pa bo? Ja, letos predvidevamo Romunijo, dol imamo podatke, sicer da so ceste malo slabše, ampak dobro, tudi to moramo vzeti v zakup, če hočeš neke kraje videti, ne. Lansko leto smo imeli dokaj lepo vreme in pa furo smo šli preko Dolomitov, to je neka, bi rekel, za vsakega motorista neka destinacija, ki mu veliko pomeni, ker tam so pa res take serpentine, da tako si prej rekel, avto moraš iti ven pogledati. Dobro, smo že malo prekoračili čas. Vi kam daleč letos? Še nimam teh planov, ker v bistvu imamo center, kar se tiče motoristov, razprodan, tako da bomo še kar aktivno delali. Se pravi, da bi pa vsi motoristi zaželijo veliko srečnih kilometrov. Torej... Tudi jaz sem, pa da se srečujemo na cesti, pa po pameti, bi rekel. No, pa zanimivo je, motoristi se pozdravljate med sabo, ne? To je tudi en tak ampak da ne bi kdo narobe razumel, tudi vsi ostali udeleženci v prometu veliko srečnih kilometrov. Ja. Hvala lepa za tale pogovor, še kdaj in seveda srečno vama tudi. Hvala za povabilo. Hvala lepa, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za pozornost. Lepo se imejte, prijeten večer vam želimo še naprej.